Okoli 90 zaposlenih v mariborskem podjetju MTT Tekstil je danes ob 6. začelo stavko na delovnih mestih, a so jo dopoldneva že končali. Podjetje jim je namreč izplačalo avgustovske plače in zaostale prispevke. Na izplačilo preostanka regresa pa so pripravljeni počakati do 1. novembra. Zadnje leto in pol plače v podjetju redno zamujajo, zato delavci zahtevajo, da se v prihodnje plače izplačujejo najpozneje do 25. dne v mesecu. Podjetje pod vodstvom Rajka Šrimfa je od leta 2009 že dvakrat prejelo skupno za 4 milijone evrov državne pomoči. Po besedah zaposlenih Šrimf za finančne težave krivi pogodbe z Geoplinom in Nigradom, na naša vprašanja pa ni želel odgovarjati. Vlada je včeraj sprejela program spodbujanja konkurenčnosti Maribora širšo okolico do leta 2018. S tem namenja 32 milijonov evrov za reševanje alarmantne brezposelnosti in slabih gospodarskih razmer v regiji. Mariborski župan Andrej Fištravec je danes s predstavniki Mariborske razvojne agencije predstavil v osnovi že znane ukrepe in inštrumente. Jaz upam, da bo vlada sledila temu, kaj smo dali kot neko zahtevo, se pravi, da je več kot 80% namenjenih direktno podjetjem. Program, ki je bil sprejet, je v tej luči. Tako je mogoče kritičen pogled, program je izjemno, majhnega obsega. Z temi 6,5 milijona evrov na letnem nivoju bo nemogoče rešiti podravsko gospodarstvo. Je pa v bistvu začetek, je pa nek korak. Sinoči so v Mariboru razglasili letošnjo gazelo Dravsko-Pomurske regije. Naziv si je že tretjič zapored prislužilo podjetje GMT iz Murske Sobote, ki se ukvarja s prodajo in distribucijo nadomestnih in dodatnih delov za osebna in lahka tovorna vozila. Gre za družinsko podjetje, ki zaposluje že 95 ljudi v 18 poslovalnicah po Sloveniji. V teh dneh pa odpira novo v Lescah. Največji uspeh je v delu. Če to ni, potem uspeha tudi ne more biti. Jaz mislim, da smo začeli čisto z nič, pa smo vse vlagali v podjetje, smo šli vedno naprej z nekim zamišljenimi ciljami. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so na specializirano državno tožilstvo podali kazenske ovadbe zoper 3 uslužbence ljubljanske mestne občine. Neuradno je med njimi tudi župan Zoran Janković. Gre za zadevo iz leta 2009, ko je občina za več kot 1 milijon evrov prodala zemljišče na Vojkovi ulici v Ljubljani, čeprav niso bila v njeni lasti. V Bruslju se pripravljajo na zagon nove regionalne politike, a kaže, da Sloveniji letos prvič ne bo uspelo počrpati vsega evropskega denarja, ki je na voljo. Po neuradnih podatkih bi lahko izgubila več 10 milijonov evrov kohezijskih sredstev in sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Problem je denimo črpanje 27 milijonov evrov za škofjeloško obvoznico, saj se že več kot leto dni zapleta pri iskanju izvajalca za končanje del. Po odločitvi delničarjev Aerodroma Ljubljana, da letališče ne bo gradilo novega terminala, pa ostaja še 17 milijonov evrov. Po letu dni bo slovenska nogometna reprezentanca znova zaigrala v mariborskem Ljudskem vrtu. Žal pa ekipa nocoj proti Norveški na predzadnji tekmi kvalifikacij za igranje na svetovnem prvenstvu ne bo popolna. Potem, ko na priprave zaradi poškodbe nista pripotovala Iličić in Birsa, zaradi enake nevšečnosti v ekipi ne bo Matavža in Jokića. Fantje vejo, kaj, kako, zakaj. Lejte, motivacije mislim, da jim ne manjka. Zmagali smo 3 zaporedoma, želimo se premagati Norveško, spoštujemo Norveško. Lejte, ni slučajno, da smo od 6 tekem, se sami statistiko delali, nismo zmagali še tekme, tako da želimo prekiniti ta niz. Po noči bo delno jasno in po nižinah megleno. V petek zjutraj in dopoldne se bo pooblačilo in znova bo začelo deževati. Le na severovzhodu bo po večini suho. Dež bo do večera povsod ponehal. V nedeljo in ponedeljek bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pretežno oblačno. Drugod bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Največ sončnega vremena bo v vzhodnih krajih, v nedeljo bo pihal jugozahodni veter. Danes v dnevniku televizije Maribor. Podjetje Saubermacher je začelo odvažati pnevmatike iz jame v Kidričevem. Kako zastoj gradnje mariborskega urgentnega centra opravičuje minister za zdravje.
Državno prvenstvo začenjajo tudi odbojkarski prvoligaši, obiskali smo okrepljeno ekipo Hoškega Formisa. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.